Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bojan Požar in dr. Matej Lahovnik, komentiramo pa odstop predsednika vlade Mira Cerarja mlajšega. Zdaj, eno vprašanje se mi še poraja, Bojan pa Matej. Ne? Ta Cerarjeva poteza meni pride naprej nekako tako kot nekdo, ki se gre paintball ali pa airsoft, ne? Pa ni zadet, pa se dere, da je zadet, ne? In da je žrtev prijateljskega ognja. Ne? Zdaj, kdo ga je zdaj v bistvu zrušil? A so ga zrušili koalicijski partnerji, ali ga je zrušila opozicija, to težko, ne? Ker izgubil večine v parlamentu očitno ni. Ali je res to, da so ga zrušili pač tisti, ki so ga nekako pripeljali na ta položaj, ne? Se pravi, globoka država sile tranzicijske levice, ne? Ker ugotovili smo že na začetku oddaje, da oblasti ljudstvu ni mogel nazaj predati, ker jo ljudstvo ima ves čas. Se pravi, komu zdaj on predaja to oblast nazaj? Stojanu Petriču ali komu? Jaz mislim predvsem, da Mira Cerarja ni bilo treba spotikati, ker se je sam spotikal in na koncu tudi spotaknil. To je najlepše dokazal tudi z maketo drugega tira, kjer so se 4 ministri kot kakšni šolarčki slikali, oziroma 3 ministri plus državni sekretar pa to maketo, ko jih je cela Slovenija poslikala, tudi maketo, se je skazalo, da to ni noben pozitiven PR, ampak največji joke, ki ga razume prav vsak državljan te države in je postala v bistvu negativna metafora za celoten cel ta drugi tir. Tako da to je nek primer, da se je zaplezal in zdaj pač rešuje, kar se še rešiti sploh da. Ampak moramo vedeti, da kljub temu njegovemu teatru, ki ga je naredil, še vedno čaka na predolgo v čakalni dobi na zdravstveni poseg 63.000 ljudi, zato ker ni zdravstvene reforme. Še vedno imamo skratka vse te strukturne probleme, še vedno so v zraku, oziroma pravzaprav ne v zraku, kar na papirju tožbe hrvaških bank, ki tožijo NLB za do 400 milijonov evrov skupaj z obrestmi potencialnih obveznosti, še vedno nam preti kazen Evropske komisije, ki bo prišla vsak čas, še vedno imamo težave z arbitražnim sporazumom in imajo edino korist od arbitražnega sporazuma odvetniki, ki so sodelovali pri sklenitvi tega sporazuma in ustrezno veliko zaslužili, ljudje ob meji pa samo težave. Skratka, problemi so ustali, ustal je tudi Miro Cerar kot mandatar, ampak tokrat kot tehnični mandatar, ki bo izbiral kot kakšen sončni kralj, s čim se bo ukvarjal in s čim se ne bo ukvarjal. Bojan, kako si to razlagaš? Ne? V soboto smo poslušali na kongresu SMC Mira Cerarja, da so oni dolgočasni odličnjaki, ki potrebujejo še en mandat, ne? Potem pa v sredo ta teden pred maturo pa odstopijo. Kako je zdaj s tem? Mislim, dobro, mogoče treba še to povedati, no, da je Cerar velikokrat že v tem pač teh 3 leti in pol reagiral zelo užaljeno. Kar se je karkoli zgodilo, kar mu najbolj ni bilo povšeči, je bila vedno ta reakcija užaljenosti, kar se sicer nekako ne pritiče recimo politiku na takšni poziciji. Ampak jaz mislim, tako 2 besedi se mi zdita dost dobri za njegov, bom rekel, status. Zakaj je pravzaprav on zdaj, bom rekel, odstopil, odšel, karkoli. On se mi zdi preprosto, da je objektivno nesposoben za predsednika vlade. In zdaj so stvari pač nekako kulminirale in enostavno, po mojem, tudi on sam, kot Miro Cerar, več ni vedel karkoli nekaj narediti. Ker vsa ta poteza, imeli smo že recimo takrat, bom rekel, poskus, oziroma nezaupnico, to se bomo tej spomnili leta 2000, ker je Drnovšek izvedel manever, potem je predal oblast v principu Andreju Bajuku in čez 6 mesecev zmagoslavno se vrnil z veliko volilno zmago na čelo LDS in tako dalje. Zdaj Cerarjev nič od tega verjetno ne bo uspel. In tudi ni bilo pa zdaj nobenega razloga, da on 3 mesece prej naredi tak teater, ker nihče od koalicijskih partnerjev ni zapustil te vlade, kot recimo takrat, ne vem, Zares, ki je zapustil vlado Boreta Pahorja, pa je pač Pahor ostal brez vlade, ali pa recimo Virant in Nova Slovenija, ki so šli ven, ko je prišlo tisto protikorupcijsko poročilo v času Janševe vlade in tako dalje. Nič pravzaprav zdaj Cerarja, nič takega se ni zgodilo, razen ta užaljenost nad tem, nad odločbo Vrhovnega sodišča, kar pa bi tako nekako mogel imeti, bom rekel, tudi malo kalkulirati, tako da se mi zdi, da je res opravilno nesposoben in preprosto ne zna anticipirati nobene resne situacije, ki lahko pride. Tako da v tem smislu se mi zdi pravzaprav
celo nevaren predsednik vlade. Ne? Ker se človek, ki odstopi zaradi ene odločbe Vrhovnega sodišča kot pravni, to je absolutno absurdni. Nanga ni mogoče računati, da bo izvedel neko resno reformo, da se bo spogajal s Hrvaško glede implementacije arbitražnega sporazuma in podobne stvari. Ne? Vsi ti problemi, o katerih je prej Matej govoril, ne? Recimo Nova Ljubljanska banka, ne? Vse te stvari, ki se dogajajo, vse to gre v stotine milijonov evrov, ne? In preprosto jaz mislim, da tu Cerar nič tako ne bi znal speljati. Kot si Aljuš lepo nas spomnil, če je še prejšnjo soboto govoril, da je dolgočasen odličnjak, je v četrtek zvečer izpadel kot dolgočasen pubertetnik, ki za svoje slabe ocene krivi druge, krivi učitelje in jezno cepeta. Jaz želim zamenjati šolo, zato ker me tile ne cenijo in me slabo ocenjujejo. To je seveda neresno. Ne? In tukaj jaz dvomim, da bodo volivci to njegovo obnašanje nagradili, ne glede na to, da je bilo to politično oportuna poteza, ki je trenutno tudi dober spin, namreč preusmeri pozornost iz fiaska na drugem tiru in preusmeri pozornost za nek poseben zakon za drugi tir. Sploh ni bil potreben, kar se kaže, da je na koncu ta zakon padel, da tudi maketa ni bila potrebna. Ne? Sploh ni res 60 evrov za maketo, ma 0,0 evra je dopustno za takšno maketo plačati, torej nič. Skratka, deluje kot odličen spin po spodrsljajih v zadnjih tednih, ampak jaz mislim, da tole, ko se bojo stvari umirile, prah polego, dvomim, da se mu bo politično obrestovalo, še posebej, ko bodo politični konkurenti. Namreč začela se je predvolilna kampanja, praktično vsi se tega zavedajo, zdaj bomo stopili v politični salon, kjer bo vsaka stranka potegnila revolver in bo začelo pokati na vse strani. In nisem prepričan, da jo bo Miro Cerar na koncu v tej zadevi dobro odnesel. Ne vem zdaj, kako bo pravzaprav on sploh nekako obrazložil, bo jasno ta svoj odstop, ne? Ker hkrati ves čas govori, da je država v fantastičnem stanju, ne? Če je država v fantastičnem stanju, potem predsednik vlade da odstopi. Ne? On je gostitelj zabave, ki je na višku, ne? In zdaj gre domov. To je popolnoma nesmisel, ne? Vsi odlična zabava, on pa ne vem, zdaj prav, da užaljen odide zabave. Ne? In hkrati mislim, da se mu ne bo obnesla ta vloga žrtve. Ne? On zdaj tudi nekako skuša delati neko korelacijo z Pahorjem in tako dalje, ampak on je popolnoma drug tip politike, ne? In mislim, da mu volivci nikoli ne bodo priznali v tej situaciji vlogo žrtve. Tudi Niha, recimo, če hoče igrati z vlogo žrtve, bi moral odigrati do konca. Ne moreš reči, ti 5 minut preden me na križ pribijajo, pa jaz odhajam. Ti zadnji scenarij je tudi pomemben, to vemo iz zgodovine, zelo ključen pravzaprav. In Pahor je to vlogo znal odigrati do konca, stoično, mislim, pokončno. Pahor se je sam prebijal na križ, to imaš prav. In je tudi padel pokončno in bil na koncu kot odrešenik izvoljen na drugo funkcijo, povsem z veliko podporo, kot veliko presenečenje. Ja, vse je ostal tudi, bom rekel, on je bil res to izjemen političen comeback, ampak tega Miro Cerar tega nima, ker tudi njegov nastop je bil včeraj mešanica tega jokanja, užaljenosti, poskusa prikazovanja odločnosti, nek stuck in the middle. In jaz mislim, da so ga slabo pripravili na to tiskovno. A je Bojan Miro Cerar v bistvu... Ne samo, da so ga slabo pripravili, zdaj tudi zaokrožuje, kot smo videli, nek alternativni govor. Naj bi Miro Cerar imel dve varianti govora, prvo in drugo različico. Ta druga različica zdaj je resnična, ampak se vidi, med kakšnimi dilemami je pravzaprav se on tukaj nekako nahajal. Ampak njegovi nastopi tako ali tako, čeprav je zamenil kupico nekih PR-ovcev, svetovalcev, svetovalk in tako dalje, njegovi nastopi v tem smislu so bili vedno bizarni. Spomnimo se, enkrat je prišel z nekim napisom sem Slovenec, ne jamem, iščem rešitve in tako dalje. Niti en pravzaprav nastop ni bil takšen, recimo, da si ga bomo zdaj nekako zapomnili v tem pozitivnem smislu. Včeraj je celo izpadel. Jaz Slovenec sem, jamram in ne iščem rešitev. Rešitev ne najdem, zato samo jamram. No, ampak kljub temu, da gre za nek premišljen spin, očitno politični, ga je kar dosti ljudi spregledali. Predlagam, da zdaj pogledamo nekaj odzivov znanih Slovencev na njegovo včerajšnjo potezo. Prvi je fotograf Marko Pigac, dolgoletnega pravnega svetovalca vlade, parlamenta in zadnjega predsednika vlade z največ sedeži v parlamentu, je na pravnem parketu nokavtiral nek upokojenec Vili v zelenem puloverju. Komu bo po vsem tem Miro Cerar še tolmačil pravo?
Potem recimo Gregor Virant, bivši minister, predsednik Državljanske liste, po novih standardih je odstop predsednika vlade ultimativni znak politične stabilnosti, sodba Vrhovnega sodišča pa metanje polen pod noge strani starih sil, tako kot polom ministrice za zdravje in popoln diletantizem v pogajanjih s sindikati, ne. In celo ne boste verjela Dominika Švarc-Pipan, novinka v politiki, sporočilo, ki ga v resnici pošilja bodoči nekdanji predsednik vlade je, kako v večletni seriji priložnosti in razlogov za odstop izbrati najbolj politično oportun trenutek ter najmanj racionalno in najbolj nezrelo utemeljitev. Se pravi, imamo 3 čisto različne ljudi iz čisto različnih okolij, ne, in vsi 3 približno enako dojemajo to njegovo potezo. Bojan, lahko tvegamo celo oceno, da se je premier Cerar ustrašil tvojega vstopa v politiko. Namreč ne gre zanemariti, da je v zadnji številki revije Reporter Rado Pezdir objavil odmevno kolumno, v kateri je napisal: Miro, zdaj boš najebal, zdaj boš šele spoznal, kdo je v resnici Bojan Požar. Jaz grem staviti, da je Miro to prebral in se je raje posloval, ker noče najebati. Ne, se to mislim, da nisi dosti tvegal s to oceno, ne, ker tudi interne raziskave, ankete, ki jih pač vsi počnejo in jih počnemo tudi mi, kažejo, da naša lista pobira precej volivcev stranke Modernega centra, tako da ta tvoja teza pravzaprav tudi praktično drži, ne. Matej, kako zdaj naprej? Zdaj, kolikor razumemo, se predsednik republike nagiba k temu, da bi razpisal volitve pač predčasno, se pravi, da ne bi čakal na ta redni datum 10. junij. Po drugi strani je vodja opozicije Janez Janša že danes povedal na tiskovni konferenci, da bi volitve morale biti 10. junija. Zakaj bi morali zdaj mi pristati na to neko histerijo, ki je sprožil predsednik vlade? Če vidimo, da na borzi se njegov odstop praktično ne pozna, indeks sploh ni zanihal, gospodarstveniki pravijo, da to na gospodarstvo ne bo vplivalo, tako ali tako slovenski gospodarski čudež v narekovajih hodi razlagati v Nemčijo predsednik republike Borut Pahor, ne pa predsednik vlade. Kje se bo zdaj ta njegov odstop poznal? Razen pri tem, kar praviš, da bo pač v mandatu še malo bolj užival, ker bo imel vse privilegije, ne bo pa imel več praktično nobene odgovornosti. Poznal se ne bo nikjer, razen pri tistih zadevah, ki so izjemnega pomena za državo, so lahko tudi velike dodatne potencialne obveznosti, tožbe, kot je NLB zgodba, kot je odločitev Evropske komisije, arbitraža, še kaj, kjer bo pač verjetno selektivno izbiral, kaj mu paše in kaj ne. In zato je predsednik države Pahor kot izkušen politik pravilno ocenil, da je treba volitve razpisati čim prej, ker je tudi prav vsakemu državljanov v tej državi jasno, da ne bo nobenega alternativnega mandatarja. Ampak zdaj, kolikor jaz poznam poslance, vse, bodo tukaj iskali razloge, verjetno niso pripravljeni na predčasne volitve in bodo rekli, ja, pa na zavod se jim verjetno roki ne mudi, ne? Ja, seveda, se vidimo že predsednik parlamenta Brglez, ki prihaja iz SMC-ja, ki je bil baje med okroglo mizo včeraj na FDV-ju, nenadoma po 6 uri postal precej nervozen, ko je očitno zvedel, kaj namerava njegov strankarski šef storiti. Jaz mislim, da bo enostavno zavlačeval, ker se jim ne mudi, tako kot si rekel, zakaj bi hiteli na zavod oziroma jim sebi povzročali, rezali predčasno sebi vejo, na kateri sedijo. Tako da jaz mislim, da Pahorja bojo hitro tukaj utirili in mu rekli, da začetek junija, kar ostanejo pri tem, čeprav jaz mislim, da je bilo dobro, seveda, da bi so volitve čim prej, da je to sredi ali vsaj konec maja. Zakaj? Zato, da se lahko nova vlada konstituira še pred poletnimi počitnicami in začne delati, ker imamo odprte probleme. NLB in cela vrsta drugih zadev, na vse zadnje tudi čakajo reforme, od zdravstvene reforme. To, ko se premier Cerar hvali o odlični gospodarski rasti, tistih 63 000, ki predolgo čakajo v čakalnih vrstah, nedopustno dolgo, ker ni bilo zdravstvene reforme, te jih ne zanima. Tudi bizarno je, da Cerar govori, jaz sploh ne vem, koliko mu to uspeja, da je naredil od 5 ključnih zakonov 4, da je sprejel skozi. Celo, mislim, da Bešič Loredan in nekateri zdravniki se na tem samo zmajujejo z glavo. Kakšna zdravstvena reforma? Hotel nas je prepričati celo, da je 80% reforme naredil. Ampak prosim vas, če je rezultat te reforme, da 63 000 ljudi je zdravstveno ogroženih, ker predolgo čakajo v čakalni vrsti, hvala Bogu, da ni vseh 100% izvedel. Ja, to
to nas bilo pa res lahko strah, že tega nas je groza. Bojan, kaj za tebe kot novinca v politiki, kot svež veter pomeni zdaj to, da ima en premijer tako slabe živce in da proba nekako, bi rekel, predčasno zaključiti svoj mandat in ne odigrati tekme do konca? Ja, zdaj mislim, to se jaz, kako bi rekel, malo bi kot novincu mi malo olajša delo in mi vliva nek optimizem za to, kar se bo dogajalo pač v tej predvolilni kampanji. Miro Cerar, tudi jaz, ko spremljam kot novinar, pravzaprav ni bil nikoli nek velik igralec. On je prišel po spletu nekih okoliščin na to funkcijo predsednika vlade, pa pač je zmagal res volitve za neko... Po republiški kvoti, če bi bili še Jugoslavija. Jaz sem že takrat, ko je on začel prehajati v politiko, sem opozarjal na nekaj, pač se mi zdi recimo eno pomembno stvar. On je prehajal kot nek ustavni pravnik, cenjen ustavni pravnik, ampak on nima za sabo nobene resne biografije cenjenega ustavnega pravnika. On je bil pravzaprav nek televizijski pravnik. Njega sta naredili pravzaprav dve oddaji. Oddaja Trenja na Pop TV-ju in kasneje potem oddaja Pogledi Slovenije na TV Slovenija. Pravzaprav sta ga naredila Uroš Slak in Bojan Traver. On je v principu zame funkcioniral kot nek, recimo, tile verski pridigarji v ZDA, ki so v bistvu televizijski pridigarji. In on je bil neke vrste pravnik pridigar na televiziji. On nima dobene resne biografije, nikjer v tujini ni predaval, ni napisal dobene resne knjige sprava. Tako da v principu je on neke vrste fake zgodba. Da pa ni bil v politiki doslej, pa vemo zakaj. Ker ni bil pravzaprav kaliber za politiko, on ni bil štov za politiko. Ti si že citiral njegovo mamo. Ta citat, ki si ga prej rekel, naš Miro ni za politiko, to ga je mama, mislim, da rekla enkrat Toneta Ropu leta nazaj, ko je vabil Mira Cerar v politiko. In kot da on je v bistvu na nek način postal slučajno, res pa je, da je potem zaužil vse te stranske sladkosti oblasti, funkcije predsednika vlade in je preprosto padel noter. In ko je mu kdorkoli hotel kaj reči, ali pa ko je opozicija vložila neko popolnoma normalno, kako bi rekel, politično sredstvo, kot je recimo interpelacija, tako dalje, je pač dobil živčni zlom. Saj smo videli, kakšni so bili ti odgovori na te stvari in zdaj je pač to kulminiralo v tem nesrečnem teatralnem odstopu. Ok, in na tej točki bomo tudi zaključili današnjo oddajo. Bojan, Matej, najlepša hvala za vajine komentarje. Po oglasih pa se bomo vprašali, zakaj je ministrica Milojka politično preživela celo predsednika vlade.